več kot prej, to je pa lepo. Zdaj ta drugi del tele naših predstavitev in upam tudi velike debate na temo etike, pa te umetne inteligence, digitalizacije, raziskav, vse skupaj nekako smo dali v en paket. Mi imamo zdaj 4 predavatelje, ki so bili najavljeni za to rundo. Nažalost moram povedati, da ta prvega Francija Pivca ima ene zdravstvene probleme, čeprav razumem, ne. Tako da bom jaz ene 2 besedi o njegovi predstavitvi poskusil reči, tako kot sem približno to razumel. Potem drug kolega, ki bo imel svojo predstavitev, je Marjan Krisper, se pravi o etičnem kodu strokovnjakov z računalništva informatike. Jaz imam eno bolj generalno predstavitev, in sicer etični vidiki digitalizacije nasploh, ne, in Matjaža Gamsa čakamo, da pride z državnega sveta, upam, da bo prišel, ne, on bo imel pa o računalniški etiki, nasploh o računalniški etiki generalno. Zdaj glede na to, da smo eni tukaj, eni nismo, sva se z kolegom Marjanom dogovorila, da bova zamenjala vrstni red, tako da bom najprej imel jaz svojo bolj generalno predstavitev, potem bo Marjan na vrsti, potem pa upamo, da bo potem že Matjaž Gams prišel. To je zdaj, kar se tiče samega načrta za to naše predavanje. In zdaj, če jaz lahko začnem s temi svojimi etičnimi vidiki. Moram povedati, ko sem pripravljal to predstavitev, ko sva se z Marjanom pogovarjala, ne, sem imel pač v mislih, da bomo tukaj sedeli informatiki in se bomo pogovarjali mi informatiki o tem, ne, kaj je na našem področju etičnega, kakšno je naše delo etično. Moram povedati, da sem bil več kot z veseljem presenečen, tako pozitivno presenečen, ko sem ugotovil, da smo dobili tudi sogovornike, niti ne sogovornike, ampak tudi sotrpine na tem področju, in sicer filozofe, take, ki jim je etika pravzaprav matično področje dela. To se mi zdi zaradi tega pomembno, ker upam, da ste videli iz teh dosedanjih debat pa komentarjev, da imamo pač informatiki precej problemov z etiko, ne. In sicer en razlog je v temu, da vedno bolj spreminjamo svet direktno mi, a veste, ne, s svojimi, ko bi rekel, outputi in tako naprej, ne, ampak o etičnih dilemah pa ne razmišljamo veliko, zato ker smo nekako bolj vrženi, ko bi rekel, v neke bolj tehnične okolja, se nimamo nič proti etiki, daleč od tega, ne, ampak enostavno niti včasih nimamo prilike, da bi o tem veliko razmišljali. Zakaj vam to govorim? To zaradi tega, ker sem poskusil, ko bi rekel, se postaviti z eno nogo kot filozof, pa z eno nogo kot informatik. To je bila, ko bi rekel, sama ideja te moje predstavitve, ne. Zdaj, ker sta tukaj 2 profesionalca, sem jih že med pavzo prijazno prosil, da mi ne izžvižgata, pa da mi rajš pomagata, če bom kaj rekel, ampak to tako, kot se mi, ko bi rekel, priučeni filozofi, če lahko temu tako rečemo, kakšno stvar v bistvu predstavljamo. Ok, to je zdaj sam tako, ko bi rekel, mehen uvod. Zdaj, če začnemo, kje sem jaz nekako imel ta prvi impulz, ne? To je ta etični kodeks tega ACM-a, to vsi poznamo, kaj to je, ne? Ampak zanimivo je čisto prvi stavek, ne? In sicer gor piše, ne, aktivnosti računalniških strokovnjakov spreminjajo svet. A ne? To je dobesedno prvi stavek. Vem, ampak sej jaz sem hotel povezati z etiko, sej vem, da imaš to, ne. Spreminjajo svet. Zdaj, spreminjati svet, tisti trenutek veš, da imaš etične probleme. Upam, da ni treba nobene dodatne razlage, ne. In zato se zdaj pojavi seveda ta povezava med nami informatiki pa med filozofi, kajti če smo korektni, ne, je točno kot je napisano, ne, etika je filozofski nauk o tem, kaj je dobro in kaj ne, ne. Mi smo bolj, ko bi rekel, uporabniki ali pa nekako sledimo temu filozofskemu nauku. Zato se mi zdi ta povezava izredno pomembna in še to, kot ste videli glede na današnjo tako zasedbo, ne, fant, očitno se bomo morali in informatiki in filozofi še kar nekaj časa pogovarjati, da bomo prišli do nečesa, kaj je skupno dobro, ne, nekaj, se ne znam dobro predstavljati, kaj bi bilo. Jaz mislim, da je to veliko več, kot razni napisani kodeksi, pa ne vem, pa take stvari, ne. Tako da v glavnem, to je zdaj moje izhodišče, ampak vse v teh stvareh, kot tam gor vidite, bo Marjan kasneje zelo podrobno govoril, tako da bom jaz to preskočil. Prvi problem, ki ga imamo mi, računalničarji, je pravzaprav to, o čem se sploh pogovarjamo, ko govorimo o etiki. A ne? Zdaj, zakaj? Zato, ker mi
ste videli, sta prve predstavitve, zelo radi pomešamo etiko, zakonitost, moralnost, korektnost in take stvari. Vse ni nič narobe, ne, da to gledamo v paketu, vse to je v bistvu paket. Ne. Ampak zdaj, če govorimo prav o etiki, ne, je na nek način korektno, da povemo, o čem se pogovarjamo. Zdaj, če jaz razumem tele sodobne poglede na etiko pa filozofe, ne, so pravzaprav etiko razdelili, vsaj tako generalno gledano, v 3 skupine. Ne. Ena je ta metaetika, ne, se pravi pač meta pomeni nekaj nad etiko, ne. Pravzaprav, ker se ukvarjajo z resnimi vprašanji, kaj je dobro, kaj je slabo. Jaz mislim, da se o tem pogovarjamo že par tisoč let, pa ne vem, če smo do konca prišli, ne. Ampak recimo, mene se zdela, recimo, meni osebno, ne, zelo resno vprašanje, ne, ali etika realnega sveta velja tudi v virtualnem navideznem svetu. Ni tako trivialno, da boš rekel ja. Tudi daleč od tega, da boš rekel ne. Ne. Očitno je ta virtualni svet, v katerega zdaj prehajamo s to digitalizacijo, mimogrede ne bom več uporabljal izraza informatizacija, ampak digitalizacija, ker to pač pomeni, da preslikavamo realni svet v ta navidezni digitalni svet, ne, a je to pravzaprav sploh eno in isto, ne. Pa niti ne vemo še točno, kam nas ta digitalizacija pele. Zdaj, težko filozofom razlagati, zdaj, kaj pa tako naprej, ne. To pomeni, da prva stvar je ta metaetika. Mi bi morali razčistiti nekaj par, 3, 4, 5 najbolj generalnih stvari, če bi hoteli nadaljevati. Potem drugi nivo je ta normativna etika, kjer govorimo o nekih standardnih pravilih. A ne? Mislim, da sem dal en tak primer, ki ga mi inženirji vedno citiramo, Isaaca Asimova, pa njegove pravila o robotih, a ne, robot ne sme škoditi človeku in tako naprej. Ne? To so pač na nek način norme, ki naj bi jih te roboti upoštevali. On takrat seveda ni imel pojma o umetni inteligenci in tako naprej. Ne? Tako da v glavnem iz tega ven lahko sledijo še stvari, ki jih bo potem Matjaž, mogoče pa kolega Pivec povedal. Ne? In še vprašanje je, ali lahko, kar se tiče vsaj digitalne etike ali pa etike na tem področju, postavimo kakšna splošna pravila. Ja, ne. Ne vem, jaz poskušam bolj postavljati vprašanja, kot pa dajati odgovore. No in pol ta tretji nivo, o katerem se pa definitivno kar naprej pogovarjamo, je pa v bistvu ta uporabna etika, applied ethics v angleščini in tako naprej, ne, ker pa pravzaprav pomeni aplikacija teh norm pa metaetike v nekih okoljih. Kolega Pribec je prej govoril recimo zelo veliko o medicini. Zakaj? Ker so pač eni ta prvih, ki so etiko kot etiko potegnili kot del svojega obnašanja. Ne. Ampak seveda ne, obstaja pomen tudi problema, ne, kaj je zdaj etika v tem našem področju, na tem našem digitalnem okolju. Ne. To je vsebina večine današnjih predstavitev. Zdaj, če hočem samo povedati, kaj je začetna ideja tega slajda bila, je bila pravzaprav to, ne, da mi, ki se pogovarjamo inženirji o etiki, se pogovarjamo o spodnjem nivoju. A ne? Mi se pogovarjamo o uporabni etiki. A ne? In zdaj, če hočeš biti zelo dober, jaz mislim, da je treba približno razumeti tudi tiste nivoje, ki so gor. Dobro, to je zdaj en, ko bi rekel, delitev etike, saj so tudi neki drugi. Ne? Zdaj, seveda, mi imamo precej, to sem že tokrat omenil, da ne bom niti ponavljal, ne, informatiki imamo pač zelo poenostavljen pogled na etiko, ne, z vsem tem mešanjem etika, moralnost, zakonitost in tako naprej. Vse to ni nič narobe, ne. Zakaj? Ker smo pač usmerjeni v neke rezultate, tako da v glavnem, jaz mislim, da je to prvi korak v našem razmišljanju. Ne. Zdaj samo neki dilem, tako da boste imeli občutek, o čem se pogovarjamo, ne. Recimo mi, daleč od tega, da smo rešili etičen problem, kaj pomeni izguba zasebnosti, kot jo poznamo v tem realnem svetu. Upam, da vam je vsem jasen, da se ne moreš več skriti. Upam, da vam je vse jasen, to je Evropska komisija lahko Googla še tako navija za milijarde evrov, da te zbriše, da pravica do pozabe, pa tako naprej. Ampak ko si enkrat v teh računalnikih, backupih, fajlih, kopijah, ne moreš več pobegniti iz tega sveta. To pomeni, da je pogled, ki se doma lahko vedno zaklenemo kopalnico, pa me noben ne vidi. Ne. To pomeni kaj, ne, da je ta realni svet, ne, pa ta kako bi rekel, digitalni svet, ne, a je to zdaj eno in isto. Ne. Pa, tako da v glavnem, je to sploh etična dilema. Zdaj pa še vprašanje, ker jaz nisem, kako bi rekel, oseba, ne, da bo to odgovorila, je to etična dilema. Jaz mislim, da je, ni pa nujno. Ne. Pa potem, kako se pravzaprav ne jeti v drugo skrajnost, ne? Ker bi pravzaprav ti probal zdajle ubijati ta razvoj
Zato, ker takrat, ko se ti greš nekaj razvoja umetne inteligence, nisi vedno vnaprej siguren, v kakšne etične dileme bo šel, zdaj ne boš zaradi etike in ne vem česakoli to ustavljal. To pomeni, da je treba najti nek balans, tako kot so Grki 1000 let imeli napisan tam na Apolonovem templu v Delfih, in česa preveč. To se meni zdi, ko bi rekel, zelo globoka misel, kar se tiče teh naših razprav. Ne jeti v ekstreme, to je čisto prosto to rečeno. Potem so pa take stvari, zdaj mogoče za informatike, je to grozno zanimivo. Recimo ne pozabiti, da je bila na Vrhovnem sodišču v Ameriki 2 let nazaj, leto nazaj, predlanskem je bilo, debata, a je računalniška koda, programska koda, govor ali ni. Zakaj so imeli to debato? Zato, ker v ameriški ustavi, Amerikanci v ustavi nimajo definicije zasebnosti. Imajo to, da ne smeš v stanovanje vdreti pa tako naprej, ampak zasebnosti v takem smislu, kot imamo v Evropi, Amerikanci tega nimajo, zato imamo tudi probleme, takrat, ko se pogovarjamo o osebnih podatkih, Evropska unija, pa Amerika, A je to govor? Če je to govor, potem spada pod njihov prvi amandma, da je svoboda govora neomejena. In tako naprej. Zdaj, kaj iz tega ven sledi, nimam časa, da bi debatiral, ampak tam imate referenco, če koga zanima, kaj je posledica takih razmišljanj, lahko pogleda to. Tako da v glavnem, to so samo take čisto slikovite stvari, to je zdaj daleč od tega, da je najbolj pomembno, pa da je edino. Še naprej. In zdaj seveda, to je zdaj moj pogled, nič ni, ko bi rekel, uradno objavljen nikjer, ampak etični izzivi vseh nas v digitalizaciji niso enaki. Zakaj? Najmanj, kar je, imamo 3 skupine. Imamo razvijalce pa ponudnike digitalnih storitev, ki imajo kakšne etične probleme. V glavnem je njihov problem to, da so vsi Facebooki, Google, večinoma vsi so se vrgli na osebne podatke. Tisto sekundo, ko si se vrgel na osebne podatke, imaš seveda vse probleme na tem svetu, ki so povezani z zasebnostjo, drugo, tretje, kot smo se prej imeli. Mimogrede, to velja tudi za državne uprave, ki večinoma se ukvarjajo, pa agencije državne, se ukvarjajo osebnimi podatke. Potem so pa te digitalni mediji, ki bolj jih ne komentiram, ki vam povem, da izgubim včasih voljo, da bi sploh kliknil na kakšnega od teh časopisov, ki grem sam pogledati v ne komentarje spodaj. Mislim, ne vem, za mene je to depresivno, mogoče za vas ni, ampak za me je čisto človeško depresivno, ko se vprašaš, a je to možno. Tako da glavne imajo razvijalci pa ponudniki te probleme. Ampak čisto drugo rundo problemov imajo uporabniki digitalnih storitev. Ne pozabiti, da uporabniki še zdaj nismo nedolžne ovčke v tem špilu noter. Mi uporabljamo, ko bi rekel, tele, razne družbene omrežja, lahko večinoma se uporabljajo v čisto simpatične in prijetne in ne vem kakšne probleme, ko bi rekel, primere, ampak kaj je zlorab na tem področju, boljše, da sploh ne komentiramo. In ne veš, kaj narediti v bistvu. Pa to, ko smo se prej pogovarjali, sovražni govor, ne sovražni govor. Čim rečeš sovražni govor, si spet vse probleme vrgel v en lonec pa zmešal. Sovražen govor je lahko tak, da jaz njega namaram, pa ga sovražim, pa čez njega nekaj govorim. Sovražen govor je pa lahko tudi, da kličem nekoga, da ga ubijajo. A veste, kaj hočem povedati, paleta, kaj je definicija sovražnega govora, je zelo čudna. Ampak ne pozabiti, da imamo mi še tretjega igralca v tem noter. In to so ti regulatorji digitalnih storitev. Problem je temu, da je večina etičnih problemov digitalizacije globalnih. Zakaj? Čim je digitalizacija globalna, čim je Google globalen, čim je Facebook globalen, so tudi njegovi etični problemi globalni. Zdaj se kar naenkrat postavi cel kup vprašanj. Eno vprašanje je, a je etika globalna, a je Kitajska, ko govorimo na rekovaju, da je malo poenostavljeno, se opravičujem. A so njihovi etični pogledi, dileme enaki kot so evropski ali niso? Ne vem, to je treba zdaj malo razmisliti. Jaz sem bral nekaj teh kitajskih filozofov prav zdaj na to temo, imam tudi noter v referencah, če bo koga zanimali. Kad ti zberem, vidim rahlo drugačen pogled na svet, kot ga imam recimo jaz. Tako da to je treba vedeti. Pa potem ta bitka med Ameriko pa med Evropo, to je daleč od tega, da je nedolžna. To zgleda zdaj, da toži Google, ta tož tega. Zadaj gre ne za denar, ne za prevlado, zadaj gre za čist, ko bi rekel, neko globoko človeško filozofijo. Več kot samo etiko.
In zadnja zadeva je ta, ne, zdaj, ko govorimo o regulatorjih, ki regulirajo, je treba vedeti, ne, da je cel kup stvari, da ne rečem skoraj večino stvari, ne moreš zakonsko regulirati. Kar naenkrat padeš na to, da moraš človeku zaupati, da je bod pošten, da je bod etičen, da je bod fair. A razumete, ne? In tako naprej. In to je zdaj nekaj, ki je za nas informatike problema. Kaj sem hotel tle povedati, ne? Da nimamo vsi enakih etičnih problemov, če se pogovarjamo na ravni digitalizacije. Ne? Zdaj, ta EU, ZDA ne bom, zato ker mi že malo časa zmanjka, ne? Ampak poglejte, ne? Ta zgodba, ne, okoli tega Amerike pa Evrope, ne, ima cel, za moje pojme, ker to je čist moj, ko bi rekel, pogled na to, ne, ima resne probleme, ne, recimo, ali dobre stvari odtehtajo slabe, a je Google dober, a je Facebook dober. Jaz mislim, da ja, da ni nobene dvome. Jaz brez Google sploh ne vem, kako bi funkcioniral pa kaj delo. Ampak ta Google ima tudi negativne stvari. Ali pa Facebook še več, kot Google in tako naprej. Zdaj se postavlja vprašanje, a to dobro odtehta uno slabo. Zakaj? Ker če to dobro odtehta slabo, potem se rečeš, ok, to je pač slučajno slabo. Zdaj, v resnici bi se moral proti slabemu boriti, bi moral zdaj imeti neke mehanizme, nekaj proti slabemu. Tako da to je zdaj kar taka zadeva. Ok, tisto drugo vprašanje, jaz mislim, da ne gre več za etiko, zdaj gre za čist korist, kot je kolega Pribec prej naparkrat omenil, kot ti pravzaprav kar nekaj daš korist nad vse ostale pojme, in tako naprej. Najbolj zanimivo je pa to, da so zanimive državne uprave. Jaz sem pač nekaj časa delal v državni upravi, tako da to sem od blizu videl. To je čisto šizofrenična situacija. Zakaj? Ker jaz sem hkrati regulator, jaz sem hkrati zbiratelj, jaz sem hkrati ponudnik podatkov. To so tri stvari, ki bi človek rekel, da skoraj skupaj ne grejo. Da zdaj, kako to rešiti? Jaz vem, da cel kup stvari ni rešenih. A veste, zdravstveni informacijski sistem, zdaj slučajno Vintarja ni tukaj, ker imamo vedno debato z njim, je zelo etično vprašljiv. Ali je etično, da ti zbiraš, centraliziraš podatke o pacientih, hkrati pa ne garantiraš varovanja teh osebnih podatkov? A je to etično ali ni? Kakšen bo rekel, ja, pa zdaj smo toliko dobrega naredil, ok, dobro, tam so neki v unem politiku malo gledali noter v kartone ali ne. Ne dam vam odgovora, jaz mislim, da je to problematično. Jaz mislim, da je to problematično, ampak to je zdaj spet nekaj, kaj je za govoriti. Zdaj še nekaj, da končam o nas samih informatikih, da nam zdaj kar tako govorila. Zdaj mi grede, tukaj, kot vidite, sem dotlej še Sokrata upošteval, ne daje ljudem direktive, kako naj delajo, ampak da malo razmišljamo, tako da razmišljamo, ampak zdaj pri informatiki jih moraš počasih kar ukazati, kaj je treba narediti pa tako naprej. Jaz mislim, da je en problem, vsaj kar se meni zdi, da je problem, je to, da mi govorimo o etičnem kodeksu Štefana, etičnem kodeksu Unga. Jaz imam resne pomisleke proti temu. Jaz še vedno mislim, da je organizacija deklarativno etična. Ampak dejanja počnemo mi ljudje. To pomeni, v končni fazi jaz skoraj ne morem, jaz si ne znam tega predstavljati, moje neetično dejanje enostavno zakamufliral v organizacijo. Razumete? V končni fazi sem jaz tist, ki sem nekaj naredil. Jaz sem tist, ki sem etično odgovoren. Ne znam vam to bolj natančno povedati, ampak čutim, da tle noter je en resen problem. Pol druga zadeva, to sem že prej omenil, informacijska tehnologija ni kladvo, ker ga pač vsak uporablja, eden za to, da tolče po mizi, en pa za to, da nekoga po glavi udari. Informacijska tehnologija, digitalizacija, podatki niso več nevtralni. Ne moreš reči, jaz sem nekaj naredil, a zdaj bo pa tvoje, odvisno od tebe, kako boš to uporabljal. Figo. Jaz mislim, da je to tudi ena resna dilema, o katerih bi mi kot informatiki morali malo več govoriti. In potem pa ne pozabiti, da imamo mi takole 5000 raznih opravičil informatiki, kar se tiče tele etike. Poglejte, pustimo zdaj Štefana, pa te, ki delajo, ko bi rekel, raziskave od nule gor, ampak večina nas informatikov je cel življenje delala po naročilu. Jaz sem pač delal po naročilu tudi za policijo, če vam kar povem, in tako naprej. In zdaj se pravi, a sem jaz zdajle lahko rečem, naročnik me je nekaj naročil,
Ampak saj njegov problem, zdaj je to zakonito, je to etično in tako naprej. Ne? Če mene vprašate, in to je moj sin, me zaviš prav potrpljal po ramenih, ki je tudi informatik, pa rekel, evo, to si pa lepo napisal, ker sem ti svoj prispevek končal. Veste, če bi jaz pred 20-30 leti razmišljal o etiki, tako kot razmišljam danes, bi marsikdaj šefu rekel, ne, tega pa nam naredil. Da vam še enkrat povem. Res bi rekel. Ampak takrat nisem tega naredil, nisem rekel, nisem vedel. Tako naprej, In pa potem, ta zadnja zadeva je tudi zanimiva, zato ker sem pač kolegom prej že omenil, recimo, meni ostane v glavi naslednja zadeva. Jaz sem imel slepega brata in sem moral skrbeti za to, da bi kakšno računalniško tehnologijo lahko njemu življenje olajšal, pa tiste razne brajljave pike pa tako naprej. In sem zelo spremljal te raziskave, kako pravzaprav poskušajo ta vizualni svet pretvoriti v digitalni, pa ga tebi na nek način predstaviti, tako da je računalnik nek umestnik. A je to etično delo? Jaz mislim, da vsak, ki je to delo, si moral biti ponosen na samega sebe. Ampak zdaj pa naredimo pa črto, pa poglejmo, kaj se danes dogaja. Te iste raziskave so jedro, ko bi rekel, softvera v dronih. Veste, to v tisti, ki jaz sedim doma, pijem kavo, pa imam računalnik, pa se igram, pa pobijam ljudi v Afganistanu. Razumete, A je to zdaj, kaj hočem povedati, Jaz sem nekaj razvil, čisto z etičnimi načeli, z etičnimi cilji, ampak nekdo drug pa to uporablja, ne vem na kakšen način. Vse to Einstein pa atomske bombe, to veste, te dileme, ki so bile. In zdaj, za konec, boste rekli, ta karikatura ne paše zraven. Od vseh stvari, kar sem jih prebral o etiki pa filozofiji v zadnjih 2-3 mesecih, mi je ta dala največ misliti. Zdaj, ne vem, kako vi na to gledate, ampak res, fant, pa še malo svoje vnuke gledam in potem se začnem spraševati, fant, res o etiki, ampak zdaj pa res o globoki etiki, zdaj pa ni več ona deklarativna etika. Tako da v glavnem, to sem pukih slučajem najdel na internetu, ko sem iskal te svoje reference za ta članek. Evo, tukaj bom končal. A to vam pusti tak? Izvolite. Kakšen komentar? Imamo, ampak ne bom prvi. Kar boste prvi, že? Filozofi so vedno ta prvi. Ja, točno tako. Ja, to res je. Pred znanost je bila filozofija, ki je bila drugo ime za znanost. Tako, ja, točno to, ja. Glejte, jaz se s tem, kar ste povedali, globoko strinjam. Tistih nekaj dodatkov niso pomisleki, ki bi bili načelni zadržki pred čemerkoli, ampak so kvečemo nekaj, kar je bilo spodbujeno s tem, kar ste povedali. Začel bi pravzaprav jedro vsega je ta osebna odgovornost, ki ste jo izpostavili. Pač informatik se lahko skrije in izbriše svojo osebno odgovornost za neka dejanja, pri katerih je sam, bom rekel, ne jih naredil, ker je bila premočna beseda, ampak sodeloval s tem, ko je zapisal nek program. Zdaj, to se mi zdi zanimiva točka in navezal bi se najprej na to razliko, ki sem jo obdeloval v svojem lastnem prispevku med zdravniki in informatiki. Inženirji oboji sem rekel, vendar neke razlike tu le so. Zdravnik skoraj vedno, vsaj v klasični medicini, pa pozor, informatizacija pa digitalizacija seže tudi v medicino in zdajle se govori, zdajle se že dela na tem, da bi nekatere standardne diagnoze bile tudi, bom rekel, generirane računalniško. In okoli tega je seveda spet velika debata tu, ampak hotel sem reči, zdravnik običajno pacienta gleda iz obraza v obraz. In je to tista, kako bi rekel, odgovornostna relacija, ki je povsem drugačna v informatiki. Informatik objekta posledic svojega ravnanja skoraj nikoli ne gleda iz obraza v obraz. To je prva izjemno pomembna razlika in seveda imamo še na to, se nalagajo še druge, na katere ste vi opozorili. Če imam naročnika, imam podjetje, jaz sem del ene celote, domnevam, da pogosto mladi računalniški inženir, ki piše neke programe, sploh ni seznanjen o celoti projekta, katerega del izvaja on sam. Taka oseba seveda je a priori izločena iz tega, da bi lahko bila etični akter na nek način. Torej ne more oceniti svoje lastne dejavnosti. Ne more reči, to je nesprejemljivo, kar delam, ker ne ve, kaj je sploh to, kar dela. Ker dela samo košček
v nekem velikem kolesu, katerega namen je njemu neznan. Torej, najprej bi taka oseba seveda morala vedeti, kaj sploh počne, morala vedeti, kaj dela. In če govorimo o bombi in tako naprej, jaz bi rekel, da je seveda obsojeno vredno dejanje, ki ustvarjanje neke tehnologije, ki ne more služiti ničemu drugemu kot neetičnim ciljem, da pa je dopustno in sprejemljivo pravzaprav delo na nekaj tehnologiji, ki je lahko uporabljena za dobre ali slabe cilje. Kajti s tem, ko da razvijamo neko stvar, ki je možno uporabiti tudi za dobre cilje, ne moremo biti a priori odgovorni za njene zlorabe. Ne? Zdaj, in ja, povedal bom to, kar sem vam tudi že zasebno prej povedal v pauzi, pač izogniti se moramo temu, kar je v resnici na nek način postala standardna situacija, s tem, ko ste na to upozorili v informatički industriji proizvajanja algoritmov, bom rekel, ali pa računalniških ukazov, je namreč to, da imamo problem Eichmanna. Ne? Zveni zelo zloslutno in tudi pravzaprav je tako namenjeno, mora tako zveneti. Eichmann, kot verjetno vsi vemo, je pač tisti birokrat, ki je deloval v Budimpešti po navodilih, ki so prihajale iz Berlina in je trpal konvoje vlakov z Judi, ki so bili namenjeni direktno v Avstrijo. In ko so ga Judije ugrabili iz Južne Amerike in ga privedli na sojenje v Jeruzalem, znamenito sojenje v začetku 60-ih let, je rekel, pač jaz sem izpolnjeval ukaze. Naročeno mi je bilo to, kar ste rekli, da delajo seveda informatički inženirji. Zdaj, Eichmann je bil na koncu obsojen in pravzaprav človeštvo je vse skozi, ko mislimo o Eichmannu, mislimo natančno o tem problemu. Ali je nekdo, ki zgolj izpolnjuje ukaze, lahko nedolžen? Jaz se seveda strinjam z tem, da ne more biti. Če sprejmemo to, potem smo preprosto zbrisali individualno odgovornost in jaz se zelo močno strinjam z vami, da je to točka, na kateri moramo vztrajati. In če vztrajamo, se moramo tudi povprašati, kaj vse moramo storiti za to, da bi jo sploh lahko uveljavili. Jaz sem rekel en element. Računalnikar mora vedeti za cilje svojega početja, ampak mora biti tudi etično opolnomočen, mora imeti kompetence, za kar mora biti primerno izobražen že v času svojega študija, še prej srednje šole in tako naprej. Skratka, etično raven samozavedanja bi morali dvigovati in to je to v zvezi z individualno odgovornostjo, tu ne bom nadaljeval, dodal bom samo še en dodaten premislek v zvezi s sovražnim govorom. Ni centralna tema, centralno je bilo to, kar sem zdaj povedal, ampak zgolj preprosto zato, ker se s to temo ukvarjal, lahko nekaj odgovorim. Sovražni govor ni pravzaprav tehnično gledano nič od tega, kar ste rekli, da bi lahko bil. Zato, ker moramo ločiti. Sicer res je kolega, ki je odšel in ki je rekel, da to ni pravna kategorija, ima prav, je pa lahko rečemo to neka čedalje bolj, rekel bi, da postaja počasi pravna kategorija, ker tudi Evropski svet se jo uporablja in tako naprej in zdi se, kot da bo vstopila v pravni sistem, ampak kaj družboslovci definirajo kot sovražni govor, to je tisti govor, ki se slabšalno izraža o lastnostih posameznika ali skupine, ki jih ta posameznik ali skupina ne more spremeniti, ker so del njegove identitete, ki je neizbrana. Če nekoga obsojamo zaradi njegovih dejanj, in če rečemo, ne vem kaj, ti si bedak, ti si norec, ti si idiot, tebe bi morali kaznovati, ali karkoli takega, to ni, zaradi tega, kar si storil, to ni sovražni govor v tem smislu, ampak sovražni govor je, če nekomu rečemo, ti si idiot, ker si temnopolt, ti si manj vreden, ker si gej, ti si manj vreden, ker si napačne vere, ali ker govoriš napačni jezik in tako naprej. Torej, to so neizbrane okoliščine, lastnosti, ki so pač jih posameznik ne more spremeniti, ker se rodi vanje. Jezika ne izbereš, vere, ne izbereš, spolne usmerjenosti ne izbereš, nič od tega ni izbrano. In to so stvari, ki lahko posameznika samo frustrirajo. Če ti nekdo reče, ti si slab, ker si to, si ti slab, ker si... Ja, ne moreš pomagati. Tako. In si... To nisem vedel, to je pa zanimivo, to nisem vedel. In je to zelo, to je tisto, kar tisti, ki so sovražniki sovražnega govora, pri nas nočejo slišati, ampak je seveda večkrat bilo povedano v javnosti.
Ok, super, hvala lepa. Zdaj ne vem, zdaj smo tole, vse smo malo tudi pozno začeli, no, pol ure smo dali mimo, a še kakšna taka zelo resna pripomba. Mogoče samo en kratek komentar. Prosim, Se mi zdi zelo prosim. dobro bilo tole povedano. Se mi zdi, se tudi Google v resnici spoprijema s tem in na nivoju korporacije in na nivoju zaposlenih, ker Google je do lanskega leta imel en tak osnovni moto Don't be evil. Ja, Potem so pa ta moto počasi pospravili in ga ni več, ampak hkrati se je pa na nivoju zaposlenih pojavilo Ja. zelo angažirano gibanje, Tako ko je. so recimo zaposleni ustavili sodelovanje Googla z, ajmo reči, dronskim delom, ko so imeli, če razumem, prvič v zgodovini enodnevni štrajk, Ja, glede ja. politike Googla na področju velikih podatkov. Tako da se mi zdi, da se nekako tisto, kar se na korporacijskem nivoju zgublja, zato ker hočejo pač profit delati. Ja, ja. Recimo tisto, kar je NBA včeraj naredil s Kitajci, je dober primer. Po drugi strani pa se mi zdi, da del kritično razmišljajočih ljudi se povezuje in proba to ustavljati. Tudi recimo v Googlu, ki bi rekel... Pa to točno to, kar sem prej rekel, ko bi rekel, organizacija je lahko deklarativno nekaj, ne? Ljudje pa to naredijo, ne? Jaz sem okoli pozabil, dve leti nazaj sem gledal intervju z enim razvijalcem od Facebooka, ki je po Facebooku delal en ta glavnih inženirjev, pa je pa šel iz Facebooka preč. Vse ne vem točno, kaj vse je govoril, ampak nam do smrt pozabil, ker se je tako naredil, o bog, kaj smo naredili. Ne, mislim, taka, rekel, izjava, ki ti kar ostane noter v možganih in v srcu. Ne. To pomeni, nekdo je le vedel, da je v okviru te pošastne inštitucije, tako rekoč, nekaj naredil. Ne. Ok, zdaj moramo pa res nehati, prav, ne. Marjan, če se ne motim, si ti zdaj drugi na vrsti. A si ti jaz tukaj umaknem? Čakaj, zdaj moram jaz obrniti, počam sekundo. Kje pa si, čakaj, Tole tudi. to je še moje. Tam Kje pa si? imaš predstavitev, ki Ta. piše v sredi. Tle so 3 in v sredi Aha. je to. Ok. Dobro, to je moje. Ja, pa tisto dol, če pritisneš. Evo, Marjan, izvoli. Mikrofona bi prosil. Mikrofon, če Zdaj pa nisem več jaz ta glavni. Zanimive teme, veste. če lahko, Ja, ja. tako mi je bilo Kar narobe. pozabil vse. No, Hvala. ok, super. Ja, no, daj, kar. Ja, Kam če pa to dati v žep? Ne, Ja, tle. lahko pa tja. Lahko tudi na stol. Ok. Ne. Kot sem že prej najavil, bom jaz sam predstavil, kakšen je bil razvoj na področju etičnih kodeksov prav za naše poklice, ne, poklice računalništva in informatike. To je precej ožja problematika, kot smo jo danes poslušali v predstavitvah, ki so bile predhodne. No in bom malo pokazal najprej malo zgodovinskega razvoja. No in ne boste presenečeni, verjetno se vsi spomnite Norberta Wienerja in njegove kibernetike. Prva knjiga je šla leta 1948, pa je pa v začetku 50-ih napisal še 2. In zanimivo, ne, da je pravzaprav zelo dalekovidno nakazal, da bo prišlo zaradi uporabe računalnikov do problemov, ne, in sicer je omenjal računalnik in varnost, računalnik in brezposelnost, odgovornost računalniških strokovnjakov. To skušamo tudi v sklopu teh etičnih kodeksov reševati. Pol za invalide, informacijska omrežja, globalizacija. A je to vse še zdaj zelo močno aktualno? To so pravzaprav besede iz njegovih del. Bil je dalekoviden, dejansko. No, lejte, šele potem, skoraj 30 let zatem, je recimo Walter Manor, ki je drugo pomembno ime z tega področja, on se je ukvarjal z medicinsko etiko, pa s poslovno etiko. In je ugotovil, da so problemi v medicini z vključitvijo računalnikov postali drugačni in da je tukaj treba nekaj narediti. Skratka, etična vprašanja je ugotovil, da se zapletejo,
ali pa bistveno spremenijo, ko so računalniki na delu. In je tako promoviral veje uporabne etike, podobno seveda že obstoječim, ne, kot sta recimo medicina in poslovna etika. Potem je malo njihov, a bo rekel, informacijska etika ali računalniška, se odločil za slednjo in izdal je tudi prvi priročnik, ki ga je poimenoval Starter Kit on Ethics. Zakaj sem pa tega Binuma ali Bajnuma tukaj zapisal? On je pa napisal kratko zgodovino računalniške etike, ne, ki jo dobite na strani od Stanfordovi strani, je zelo, zelo zanimivo branje. No, zdaj, v 90-ih letih so različna mednarodna in nacionalna strokovna združenja, če smo več ali manj vsi iz iste branže in tudi scene že prej omenil, ACM, Association for Computing Machinery, pa IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, prijela etične kodekse oziroma načela strokovnega ravnanja, professional conduct, ne, je bilo prej recimo omenjeno že večkrat. Prvi ACM-ov kodeks je bil sprejet leta 1992, ampak so ga lansko leto prenovili. No, jaz celega tega kodeksa ne bom kazal, ker je to mogoče malo preveč, bom sam nakazal strukturo. Bom pa predstavil, kakšne so pravzaprav razlike, ker je vmes med letom 2018 pa letom recimo 92 minil kar nekaj leta, je tako. Kaj se je zdaj tem ustvarjalcem leta 2018 interesantno recimo dopolniti kodeks. To se pravi, novi poudarki so bili pa zaradi tehnoloških sprememb, ki so enormne, prevladujočega vpliva na ljudi, organizacije in družbo, ne. Če si predstavljamo, leta 1992 je bil vpliv tehnologije drastično manjši, informacijske tehnologije, na delo in življenje ljudi, kot je zdaj. Pol recimo skupaj sta pa obe organizaciji izdali tudi Software Engineering Code of Ethics. O tem ne bom veliko povedal, ampak gre v bistvu za ustvarjalce programske opreme, računalniških programov. To je zelo na tistem nivoju uporabne etike, kjer so več ali manj tako rekoč recimo malo močneje celo kot smernice zapisali, kako naj se razvijalci, programerji recimo zavedajo teh problemov, ko pišejo programe. No, IFIP, to je najstarejša organizacija, računalniška, International Federation for Information Processing, ne. Oni se s temi vprašanji etike že zelo dolgo ukvarjajo. Za razliko od tistih dveh inštitucij, sem jih prej omenil, niso za individualne člane, ampak so članice organizacije, društva, ki se s temi problemi, strokovna združenja iz posameznih držav, ne. In so tam leta 1996, mogoče se vam zdi to zelo daleč nazaj, ampak določene zadeve imajo neko trajno vrednost, analizirali so kodekse 30 svojih članic, to se pravi organizacij, in so prišli do neke ugotovitve, da glede na svojo globalno naravo ne morejo sprejeti nekega univerzalnega kodeksa, ki bi veljal za vse članice. Mislili so pa na razlike recimo med samimi nacionalnimi združenji. Jaz glede tega nisem ravno prepričan, da to drži, ne. Ampak okej, nekako so prišli do tega, mogoče ni prišlo sicer do soglasja v tem univerzalnem, kakorkoli. Ampak tisto, kar se mi zdi zanimivo, ko so analizirali te kodekse, so prišli do določenih zadev, ne, ki so bile skupne vsem. Na prvem mestu recimo spoštovanje, gre za spoštovanje interesov ali pravic vpletenih, skratka stakeholders, ne, spoštovanje prestiža poklica, če se spomnite, je prej profesor Pribac omenil, ne, kaj je pisal tam v tretji vrstici ali kaj že medicinskega kodeksa, ampak tukaj je mišljeno z tistega pozitivnega vidika, spoštovanje interesov ali pravic javnosti, spoštovanje blaginje in zdravja in tako naprej. To imate praktično v vseh kodeksih še zdaj.
ne, in bo verjetno tudi ostalo. Pol osebnostne lastnosti teh strokovnjakov, pa tudi institucionalne, to se pravi na ravni organizacij, vestnost, poštenost, pozitiven odnos, usposobljenost, učinkovitost. Ne? Recimo, to so določene izpostavljene zadeve. Potem zasebnost informacij in celovitost podatkov, to je tudi univerzalno in zdaj še posebej poudarjano. Zaupno zahtevajo skoraj vsi kodeksi članic IFIP, zasebnost in spoštovanje intelektualne lastnine se pogosto pojavljata. To sta sicer dve nekoliko ločeni zadevi, ampak imata tudi nek skupen presek. No, potem sta še dve taki poglavji, obdelava in dostop do informacij, skratka zadeva, ki je neposredno v domeni strokovnjakov, informatikov. Večina zahteva dostop do informacij vpletenih strank ali ljudi, obveščanje javnosti, polovica jih zahteva celovite informacije. Zasebnost informacij in prosti pretok postaneta lahko nasprotujoča in jih je treba uravnotežiti. Saj implicitno smo o teh problemih doslej že nekaj povedali. Pa odnos do regulative, to se pravi do zakonodaje. Takrat pač v tej raziskavi so ugotovili, da se to ne pojavlja kot neka glavna tema. Ne. V nekaterih kodeksih pa seveda piše, da je treba spoštovati normativne akte, zakonodajo in tako naprej, kot je tle navedeno. Sam v večini teh kodeksov to sploh ni bilo. Jaz domnevam, da zaradi tega, ker je to implicitno samo po sebi že na nek način razumljivo, za kodekse etične smo pa rekli, da so na nek način nadgradnja zakonov in normativnih aktov. To je, prosim, moja domneva, da je to za tem. Ne? No, zdaj pa ta ACM-ov etični kodeks leta 2018. Zasnovanje tako navdihuje in vodi etično ravnanje vseh strokovnjakov, vključno z sedanjimi in novimi ambicioznimi, to se mi je zdaj zanimivo, ambicioznimi izvajalci, inštruktorji, skratka vsemi, ne, ki računalniško tehnologijo tudi uporabljajo. Naj bi bil pa tudi podlaga za sanacijske ukrepe v primeru kršitev. Ima ta 4 poglavja, jaz ga tle nisem šel celega v ta PowerPoint, bom pa dal samo za nekaj primerov iz posameznih poglavij. Recimo tole, ta prvo, splošna etična načela, prispevajte k družbi in blaginji ljudi. Ob priznanju, da so vsi ljudje udeleženi pri uporabi računalnikov. To smo pa tam, ne. Blazno se širi to, ne. Recimo ta ne škodujte, to imate tudi v vseh kodeksih. Pošteni bodite in vredni zaupanja in spoštujte zasebnost, spoštujte zaupnost. To je ta prvi del. Drugi, bom sam nekaj točk povedal, ko je ta kodeks dosti obsežen. Strokovna odgovornost, prizadevajte si doseči visoko kakovost tako v procesih, kot tudi pri izdelkih oziroma rezultatih strokovnega dela, vzdržujte visoke standarde strokovne usposobljenosti, ravnanja in etične prakse, poznati morate in spoštovati obstoječa pravila v zvezi s poklicnim delom, pa kaj bi še tukaj povedal, oblikujte in izdelajte sisteme, ki so zanesljivi in uporabni. To so strokovne odgovornosti. Pa imate načela strokovnega vodenja, to se pravi, če ste v vlogi recimo vodje projektov ali pa vodje recimo podjetja, ki nekaj razvija. Naprimer, tukaj izrazite in spodbujajte sprejemanje, ocenjevanje, izpolnjevanja družbenih odgovornosti. Skratka, spodbujaj družbeno odgovornost pri svojih članih, upravljaj osebje in vire za izboljšanje kakovosti dela, to je tudi poudarek. Potem, naprimer, ustvarjajte priložnosti za strokovno rast organizacije. To je marsikje v teh kodeksih napisano, da si moramo pri sebi recimo prizadevati za povečanje znanja in če smo vodje, pa spodbujati tudi druge. Bodite previdni pri spreminjanju ali zamenjavi sistemov. Mislim, da so najrazličnejši sistemi, ki jih poganjajo računalniki. No, potem je pa še 4. poglavje,
to pa že sam naslov pove, podpirajte in spodbujate spoštovanje načel tega kodeksa. No, to bi bilo na kratko, ampak tukaj ne vidimo še nič kaj posebno, recimo, zelo novega, razen mogoče poudarka večje te populacije, ki recimo so uporabniki, ampak potem, če pa namreč tale kodeks je precej obsežen, tudi preambulo ima zelo dolgo, ne, in ko so analizirali, oziroma to je bilo zatem, kakšne so posodobitve, 3 ključne posodobitve, pomen novih nastajajočih sistemov, vprašanje diskriminacije, vprašanje zasebnosti podatkov. Implicitno so bile te stvari, razen ta prve, ko še ni bilo te totalne, recimo, penetracije računalnikov v vse. Mislim, če rečem vse, mislim tudi Internet of Things, ne, mislim, to je zdaj nekaj neverjetnega. To se pravi, te nastajajoči sistemi, to je emerging systems v literaturi to piše, posledica te penetracije na vsa področja, posebno skrb s infrastrukturnim sistemom, ne, področje prometa, zdravstva, energetike. Imeli smo že več, recimo, primerov kibernetskih napadov, recimo na zdravstvene sisteme, na energetske sisteme, recimo, in podobno, ne. Tudi recimo na centrifuge v jedrskih obratih v Iranu, na primer, ne. Okej. Vprašanje diskriminacije vseh vrst nadlegovanja, ne, to je zelo razdelano v tem kodeksu. Na podlagi starosti, skratka, te značilnosti so vse tiste, ki so naštete v leta 1948 sprejeti splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki so Združeni narodi sprejeli. Ne, se spomnimo verjetno te deklaracije. Skratka, vidite, kaj tle vse piše. Neke določene stvari so še dodane, recimo vojaški status tistih, ne vem, če je tam pisal, no, rasa, vere, prepričanje, spol, spolna usmerjenost ali kateregakoli neprimernega dejavnika, da to predstavlja izrecno kršitev kodeksa. In pa seveda tudi nadlegovanje, nisem še posebej to razdelal, od spolnega pa na delovnem mestu, pa ne vem, kaj še vse. Naslednja posodobitev ali pa razširitev, pojem zasebnosti in varstva podatkov, kot smo videli, je to že prej bilo vsebovano v kodeksih, ampak ni bilo tako izrazito poudarjeno, glede na to seveda, da je problem zares eksplodiral recimo zadnjih 10-15 let, od množičnih podatkov, družbenih omrežij in vseh teh tehnologij, ki smo jih danes že večkrat omenili. No, skratka, kaj tukaj pravi, ker tehnologija omogoča množično zbiranje množice podatkov, big data, strokovnjaki bi morali te osebne podatke uporabljati samo za zakonite namene, brez kršenja pravic posameznikov in skupin. V sistemih je treba hraniti, najrazličnejših sistemih, ne, le najmanjšo še potrebno, kako je tiskaj pisali tam v Delfih, ne. Ja, točno to. Le najmanjšo še potrebno količino podatkov in te članice, ne, ki morajo delovati